Ok, se pravi, gospod Čebuhin, kako vidite recimo prihodnost poslovnega modela vašega Flexbus v evropskem prostoru, pa tudi v slovenskem, pa recimo ože za mesta, kot je recimo Novo mesto oziroma tukaj našo regijo? Zadeva je naslednja. Flixbus v svojih načrtovanih planih za naslednje srednjeročno obdobje ima predvsem zelo pester razvoj svoje mreže. Pomeni, da bomo v naslednjih 2 letih odprli kar nekaj povezav, ki bojo regijo, pa tudi vključno Slovenijo, povezovali z Evropo. Do sedaj to ni bila možnost, oziroma mednarodne linije so bile bolj izjema kot pravilo. Flixbus pa dejansko z svojim načinom pristopa k trgu in odpiranjem trga uvaja ene nove standarde. Danes pa že imamo 7-krat na dan povezano Ljubljano z Münchnom, jutri pa bo podobna povezava proti Dunaju ali proti Budimpešti, povezana bo Italija z Slovenijo. Torej, cilj je vsakemu čim bolj, vsakemu prebivalcu, vsakemu našemu potencialnemu uporabniku približati Flixbus na čim bližje in s tem mu omogočiti uporabo v celotne mreže. Celotna mreža Flixbusa danes saj v številkah kaže, da obratujemo ali pa povezujemo v 20 evropskih državah, povezujemo 900 glavnih destinacij, torej 900 mest je povezano z linijami in sicer omogočimo čez 100.000 dnevnih prestopanj ali pa konekcij, ki jih je možno uporabiti. Verjetno pri vaši dejavnosti naletite tudi na kakšne prepreke, recimo katere so te v slovenskem prostoru? V slovenskem prostoru predvsem so ovire za postavitev ali pa širitev našega poslovnega modela. Moram pa po drugi strani povedati, da slovenski trg je zelo dobro reagiral na vhod ali pa vstop Flixbusa. Pomeni, da številke pripeljanih potnikov v zadnjih 4 mesecih, kot toliko Flixbus obratuje v Sloveniji, so izjemne. S tem smo zelo zadovoljni in potniki, ki potujejo iz Slovenije ali za Slovenijo, so zelo tudi osveščeni v smislu uporabe sodobnih tehnologij, ker ogromno, čez 60% bookinga, ki so opravljeni ravno preko online aplikacije, pomeni preko appa, za kjerega-koli pametnega telefona ali pa prek spleta. Ovire, žal, s katerima se soočamo, so predvsem ovire zakonodajnega okvira. Slovenski trg še vedno ima ali pa je urejen na zelo tradicionalen način, ki ne omogoča vstop vsakemu, ki ima poslovno idejo, predvsem je zelo zaprt in monopolistično orientiran. Naprimer, imamo težave z avtobusnimi postajami, ki enostavno na ravni dekreta nam zavrnejo možnost uporabe postaje ali postavljajo pa zelo visoke stroškovne barijere, katere pač onemogočajo vstop ali pa pristop avtobusa na peron. To nam se ne zdi ravno prav, ker ravno evropska regulativa, ki ureja področje prevoza potnikov, govori o tem, da bi čim bolj ali pa čim več povezav moglo biti dostopno, na ta način pa se omogočilo vsem potencialnim potnikom ravno čim širša, čim boljša uporaba javnolinijskega prevoza. Še mogoče vprašanje o vaših potnikih. Kdo so v tem trenutku, kateri segmenti so trenutno najpogostejši vaši potniki oziroma na katere boste največ ciljali v prihodnje? Zdaj sicer v sami strukturi naših potnikov največji delež imajo potniki v segmentu 20 do 35 let starosti. Bi rekla se, da so to mlajša populacija. Čeprav, če govorimo o absolutnih številkah ali pa po segmentu, naši potniki so čistci. Bodoči gre za zelo kvalitetno, dobro postavljen model, cenovno ugodnejši kot kakšni drugi modeli, predvsem letala ali pa železnic včasih tudi niti ni. Za potovanje z Flixbusom se odločajo čistci. Govorimo o poslovnežih, ki pa zaradi velikega števila povezav dnevno enostavno na svoj poslovni sestanek se odločajo iti z avtobusom, potem pa po opravljenem sestanku brez skrbi se peljejo domov, bodoči avtobus opremljen z Wi-Fi-jem, dejansko kot da sedite v pisarni in se odpeljete domov, še kako urco oddelate. Valjda so naši uporabniki študentje, ki zelo radi potujejo, so enostavno tako
kot študenti, naši uporabniki zelo pogosto, tudi starejša populacija, ki pa avtobuse uporabljajo ravno za one city break variante, za obiske pač svoje družine ali pa za obiske mest, ki jih pač Flixbus ima v svoji ponudbi.